Lepo pozdravljeni v novi oddaji Moja kariera, kjer je danes z mano zelo zanimiva gostja. In sicer namreč Andreja je svetovalka za dobro počutje in svetovalka za boljše spanje. Nenazadnje se pravi, ko pogledamo na našo kariero, ne glede na to, koliko smo stari, je spanec v bistvu tisti, ki nam daje ali pa nas nahrani z dovolj energije, se pravi, da smo lahko tekom dneva spočiti, da lahko kreativno razmišljamo, da lahko ustvarjamo in da smo tekom dneva, se pravi, sposobni iti skozi vse ovire, ki se nam zgodijo na poti. Andreja, dobrodošla v moji družbi. Na samem začetku jaz vedno rad vprašam gosta, preden gremo v tisti prvi del, kaj so neke strokovne, se pravi, izobrazbe ali pa izkušnje, da sploh lahko oseba počne to svoje poslanstvo na svojem delovnem mestu, kot počneš ti. Vedno rad vprašam tudi to, kaj je recimo kaj takšnega, če ti pogledaš zdaj svojo kariero za nazaj. Kaj je tisto, kar te tako najbolj spomne pa reče, to pa je res bila ena prelomnica v mojem, v tem primeru tvojem, Andrejinem kariernem področju. Pozdravljen. Mene je predvsem zanimala medicina, ker pa nažalost moj želodec ni prenesel krvi, sem se mogla odločiti v drugo smer, ampak skozi me je to privlačevalo, kako ljudem pomagati z izboljšanjem zdravja. Tako da sem potem, ko sem prišla na teren, v bistvu sem se soočila s podjetjem SK Company, tam sem tudi začela in sem predvsem gledala na zdravje ljudi, na boljše počutje. Se pravi, ker razmišljam samo, marsikdo, veš, recimo gre čez neko karierno pot in si v glavi ustvari neko oviro, recimo, ne vem, tvoja ovira je bila, tako kot si takoj povedala, ne morem videti krvi. Ampak marsikdo bi si rekel, kaj to pomeni, da ne morem jaz pomagati ljudem in ti si najdla tukaj pot. Kako si kaj takrat razmišljala, ali je to bil zgolj slučaj, se pravi, ko si iskala, kaj bi počela? Prvo me je zanimalo, oziroma, ko sem se prvič soočila s podjetjem, me je pritegnilo volnena posteljnina. Ker to je še, mislim, vedno tisto, čeprav ni več tako hudih zim, ampak še vedno je tista naravna zadeva. Potem pa me je pot zanesla dalje z izobraževanjem, z raziskavami še na druga področja. Pa če danes pogledaš tako, se pravi, da lahko, zdaj si na nek način tudi že odgovorila, kaj so področja, koliko let že to počneš, kar počneš? Ja, zdaj 31 let. Wow. 31 let v enem podjetju. Tako. Bravo. To je noro, ker marsikdaj, ko se s kom pogovarjaš, nima občutka, kako v bistvu ta karierna pot skozi čas se razvija. In daj nam malo vseeno povej, ker to zagotovo bo zanimalo tudi najine gledalce. Recimo Andreja danes, Andreja nekoč, recimo rečeva, teh 31 let, pa zagotovo imaš tudi kakšno idejo, kaj bo z Andrejo v prihodnjih letih. Ja, v teh letih ne samo, da sem se jaz izobraževala pa spreminjala svoje poglede, ampak tudi ljudje se spreminjajo, pogledi na zdravje. Tako da se v bistvu vse spreminja. Recimo tako, ko smo prej delali, sigurno ne bi mogli zdaj, ker moraš iti z napredkom dalje raziskovati, en del alternative tudi poznati, in pač stvari, ki pripomorejo do boljšega zdravja. Življenjska doba je tudi daljša, tako da moramo dati več na zdravje. Ja, to velikokrat slišimo tudi v medijih. Tudi recimo različna zavarovanja so, ki nam omogočajo ta različna življenjska rizike. Pa imaš občutek, se pravi, da so ljudje dovolj ozaveščeni, ker recimo obstaja ena knjiga, Zakaj spimo, Why we sleep, in če to vprašaš, to vsak reče, ja, to sem prebral. In potem ga vprašaš, a upoštevaš katerega od teh priporočil, ki so tam napisane,
To pa je že druga zadeva. Ja, to se pa strinjam. Vse tudi ljudi, če vprašaš, kaj je na prvem mestu, bo vsak rekel zdravje, ampak Zdravje pa družina, navadno ni tako, ne, je vse drugo prej. Ja. Se pa z leti spreminja, ne, ko odraščamo, potem seveda se spremeni, pa zdravje prihaja bolj na prvo lestvico, ne, ko začnemo imeti probleme. No, ja, to je smiselno izhodišče. Samo, če se dotakneva tega, da recimo rečeva, ok, kaj pa si recimo ti, velikokrat slišimo besedo, ne, neko prepričanje nas lahko ovira ali pa podpira proti neki karierni razvojni poti ali pa pri neki sprejemanju neke odločitve. Ne. Imaš kakšno tako, neko svojo misel ali pa svoj način razmišljanja, kjer si se ti tudi, če danes pogledaš nazaj, danes veš, aha, ok, takrat sem se, ne vem, toliko časa upirala nekemu določenemu načinu razmišljanja, ampak stvari so se pa začele boljše odvijati, ko sem to spremenila. To me zanima, predvsem vezano na tvojo karierno pot, ker 31 let delati z ljudmi na tem področju. Ja, verjetno bi našla kar dosti teh stvari, ki so se spremenile z leti, ne. Ne, predvsem me zanima, ne da so se stvari spremenile, ampak da ti veš, se pravi, da ko si ti pri sebi spremenila, ali pa če rečeva z mehkejšimi besedami, dovolila, a ne, pogledati tudi mogoče malo levo, zdaj sem desno pokazal, se pravi malo levo, pa malo desno, da ti je to bilo lažje. Ja, mogoče prepričanje, da nikoli dovolj ne znaš, da se vedno moraš izobraževati, dopolnjevati, hoditi na predavanja, ne. Včasih nisi razmišljala tako, ali kako? Verjetno na začetku vsak razmišlja, da nekaj se nauči, pa potem je to, ampak ni res, ne, večno se učiš, pa raziskuješ. Ja, ker to se mi zdi dosti uporabno, ne, ker tako, kot si sama rekla, marsikdo misli, zdaj se jaz nekaj naučim in zdaj bom jaz to delal, ne. In recimo, ker kaj vsi mi delamo, vključno z mamo, ne, in tudi ti, ne, se pravi, ljudje peljemo skozi neko obdobje, recimo neke krivulje sprememb. In prva faza je nek šok, se pravi, kot odpor. Potem pridemo v drugo fazo nekega doživljanja in šele potem pridemo do tega, da ok, zdaj pa to sprejmemo, ne. In verjetno to pri strankah doživljaš in seveda je to imelo vpliv tudi na tvojo karierno pot. Ja, sigurno, ja. Ker tu je še v bistvu težje, se pravi, vidiš, imaš rešitev za človeka, ki je pred tabo, ne, ali mogoče celo cela družina, ne, oni pa v bistvu imajo svoje prepričanje, saj je to naravno. Ja, to pa je dostikrat, ja. Je dostikrat. Tu je pa potem pridejo izkušnje, znanje, da jim v bistvu razložiš, zakaj to rabijo, ne. Recimo, kaj bi ponovadi, recimo primer, da prideš zdaj k meni in bi rekla, ok, Andrej, omenil si mi, ne spiš tako dobro, imaš občutek, da nimaš zjutraj dovolj energije, kaj so stvari, ki bi me najprej vprašala, preden mi kaj svetuješ. Zato, da tudi, veš, gledalci, ki bojo najo poslušali, ne, najdejo mogoče pri sebi in si mogoče kakšen odgovor že sami dajo, preden v bistvu grejo korak dlje, da jim nekdo pomaga. Ja, najboljše je pogovor z ljudmi, da vidiš, kako živijo, da vidiš, iz kod izvira problem, ne. Dostikrat pa je postelja tista, ki potem še se stopnjujejo problemi ali pa so postelja problem, ne. Ampak, okej, če rečeva samo postelja, to je verjetno premalo detaljno, ne? Ja, prvo osnova recimo za dobro spanje je za hrbtenico je posteljni vložek, ampak to je komaj začetek, ne. Jaz se bolj ukvarjam z radiestezijo, tako da vsakemu poskušam zmeriti posteljo, da vidim, ki so tista sevanja, ki so recimo moteča, ne. Sevanja pa je več vrst. Super. Andreja, prišla sva zelo do zanimive teme in naredila bova en kratek premor, potem pa tudi mene osebno zanima, da mi res poveš kaj več, ker omenila si besedo radiostezija in pa v bistvu kako so te tokovi, ki so seveda nekje, te mreže so nekje pod našimi postlami, ne,
Tako da ostanite z nami in se kmalu vidimo in nadaljujemo. Omenila si radiostezijo. Jaz ne vem, kako to, se pravi, najni poslušalci, gledalci poznajo. Meni je to dosti zanimivo področje, ker ne nazadnje, mi pač, ne vem, kupimo neko stanovanje, kupimo neko hišo, ok, danes se pravi pri novogradnjah vseeno mogoče že kdo kaj preveri, kje bi bilo kaj smiselno ali pa upošteva kakšne nasvete. Več ali manj časih tega niso počeli, In daj nam povej kaj več. Se pravi, eno je sploh, zakaj je smiselno te stvari preveriti in ugotoviti, in ne nazadnje po drugi strani, kako močen vpliv imajo, pa se verjetno veliko ljudi sploh tega ne zaveda. Ko smo imeli prvič na podjetju predavanje o radiosteziji, me je to zelo pritegnilo. Tako da sem začela malo še sama raziskovati tujo literaturo, tudi v naši, v slovenščini so prevodi. Predvsem pa sem gledala, prvo sem imela doma psa in muco in takrat je bilo zanimivo, ko je kuža rabo počitek ali pa muca, kako sta ona dva šla spat. S tem sem jaz potem seveda z posebnimi aparati preverila, da sem ugotovila, koliko je to res. Ker živali imajo veliko intuicijo in one si najdejo prostor, Muce recimo hodijo na zelo visoke frekvence spat, one rabijo nekje 1600 MHz od tega sevanja. Sploh, če muca zboli, če je utrujena, bo šla na ta križišča spat. Ljudje pa tako vejo, da muce zdravijo, Če te nekaj boli, bo muca točno tja prišla in ona to s tem tudi v tujini zdravijo. Psi so pa nekje tako mi. Tako da sem potem začela tudi raziskovati postelje, tako da tega je ogromno. Je pa nažalost tako, da tudi če gradimo hišo, ne moremo narediti hiše, da ne bi bilo sevanja. To so tako na gosto te mreže, Hartmannova mreža, ki je sever, jug, vzhod, zahod, to so linije vsake 2 metra. Najhujša pa je Karijeva mreža, doktor Karij, ki jo je odkril, to so pa pasovi, ki potekajo 45 stopinj na to mrežo, nekje do 80 cm široki. Tu pa je dokazano, da povzročajo hitrejšo rast celic in pride do raka. Jaz sem se kar veliko s tem soočila, tudi te knjige prebrala. Nažalost pa je tako, da v Sloveniji to ni uradni del medicine, tako da noben zdravnik ne bo tega rekel, da je treba kaj pogledati. Če bi pa šli v Nemčijo, pa so tam delali raziskavo zdravniki z radiostezisти. Ok, in recimo primer, če ti prideš k meni domov, recimo, kakšen je recimo način dela? Veš, recimo o financah se marsikdo težko pogovarja, Se pravi, spustiti nekoga v spalnico, Zna biti pa po moje še večji tabu, kot se pogovarjati o financah. Jaz jim vedno povem, pospravljala ne bom, ampak bom pa jim pomagala, da bomo, sploh recimo, če je enojna postelja, tam se da najti zdravo ležišče, koliko toliko. Tam, ko so pa dvojne, pa probamo najti neko rešitev, ker sevanja je od Hartmannove mreže, Karijeve mreže, elektrosmoga je nekje 15-krat več, kot pa 10 let nazaj. Vodni tokovi, ki spreminjajo, to je edino, kar se spreminja, tako da teh sevanj je kar veliko. A lahko kaj več poveš o tem elektrosmogu? Kar dosti raziskav je bilo na to temo nareto. Elektrosmog v bistvu nam škodi, sploh ko bi človek v času spanja mogel imeti regeneracijo, počitek, so to vse motnje, ki motijo spanje. Nekje 2 metra bi mogel imeti od postelje, od ležišča, te aparature, ki so na elektriko. Tudi če je za steno, na drugi strani, v drugi sobi, se to čuti. Se pravi, v bistvu bi rabili idealen prostor za spanje, bi bil tako, kot zdaj tukaj v studiu, Se pravi, dava vso elektriko stran, in na sredino posteljo. Tu nekje, 2 metra od postelje pa, Ampak to je samo en moteč faktor,
Ja, in se pravi, ta elektrosmog so v bistvu elektronske naprave, recimo, ne vem, zdaj radio primer, najbolj pogosto verjetno na nočni omarici je kakšna ta budilka, ki je priklopljena na elektriko. Tako, ja. A ne, da o telefonih pametnih niti še ne spregovoriva. Ampak kaj pa recimo sama napeljava veš, recimo, ne vem, predstavljaj si posteljo in v bistvu ponavadi recimo na zakonska postelja, na levi in na desni, vedno imaš neko bralno lučko. Tudi lučke bi mogle biti 1 meter. Ja, ampak lučka je recimo vgrajena na steno, a ne? Ja. Imamo stikalo in dobesedno je, glava je, rečeva 10, mogoče 15 cm stran od. Je to tudi povezavi s tem elektrosmogom? Sigurno, sigurno. Okay. Kaj pa so še poleg elektrosmoga še neke druge stvari, ki tudi vplivajo? Poleg elektrosmoga je Hartmannova mreža, ni tako močna kot pa Karjeva, ne. Jaz predvsem delam na Karjevi mreži, ker Karjeva mreža je tista, ki povzroča najhujše stvari, ne. Se pravi, to ni tako, kot pri jedeh, ko dodaš kari, je v bistvu dobra začimba, a ne, ali pa recimo kurkuma to dobro dela, a ne. Se pravi, kari imeti v spalnici pa ni dobro, ne? Doktor Kari, ki je to mrežo raziskoval, po njem se tudi ta mreža imenuje, ne. Prve raziskave so Nemci naredili leta 1975, to pomeni z zdravniki raziskave, ne. Oni so prav v bolnicah merili, zdravniki so sodelovali, zanimivo pa mi je bilo to, ko so šli pregledati ljudi, ki imajo raka, so šli potem njihove postelje gledati in čisto vsi do zadnjega so spali na križiščih te Karjeve mreže, ne. Tako da ni tako blago to, ampak ko človek mlad še ne čuti, z leti pa se to stopnjuje, ne. In mi moramo vedeti, vsak dan spimo nekje 6-7 ur na istem ležišču, vsak dan toliko časa tudi seva v nas, ne. Ja, in to je v bistvu točno žarišče sevanja, ker v bistvu, a ne, večinoma spimo na istem mestu. Ljudje, ki imajo to čez zgornji del, čez glavo, najprej čutijo, sploh tam med 2. pa 4. uro je to sevanje tudi najmočnejše. Po noči govorijo. Po noči. Zato mi veliko ljudi reče, ja, po noči gremo v dnevno, gremo tja televizor gledati, gremo na WC, ne. Tako da to je točno se vidi, ne, pri ljudeh. Povej mi, Andreja, se pravi, na kakšen način pa to, s kakšnimi metodami to ugotavljate, preverjate? Jaz najraje delam z Genius aparatom, čeprav sem delala tudi z L-antenami, delaš lahko tudi z nihalom, ampak nekako najhitreje je z Genius aparatom. Seveda rabiš tudi kompas, da si pravilno postaviš smer postelje, da toliko ne iščeš, tako da narediš v bistvu komplet sliko, ne. Jaz rada delam v barvah, ker potem je tudi bolj vidno te mreže, ki so, ne. In koliko časa ponovadi traja, bom rekel, en tak? Sama meritev v spalnici traja nekje 10 minut. Na začetku seveda več, zdaj sem že zverziran. No, ampak vseeno, se pravi, kaj pa lahko naredimo? A veš, verjetno, a ne, super, ja, zdaj smo to ugotovili, ampak kako? Da se marsikaj, če enojna postelja, jaz probam prestaviti tam, ko je najbolj idealno, ampak še to ni vedno idealno. Najboljša varianta je pač zaščite, ne, to so bakrene mreže z ozemljitvijo, da v bistvu sevanja ne uničimo, ampak samo se zaščitimo pred njimi, ne. Tudi ogledala v spalnici recimo so zelo, ker širijo, ne, pa odboj nazaj na posteljo delajo. Tako da najboljša je pač zaščita. Obstaja kaj več vrst teh zaščit ali je več ali manj? Imamo z bakreno mrežo, magnetna terapija je noter, zdaj ljudje recimo, ki imajo pa srčni spodbujevalnik, magnetov ne smejo uporabljati, tam se pa da samo bakrena mreža in pa kristali, ne. Kristal je najbolj čista stvar na zemlji, tako da nikomur ne škodi. Kaj pa se da narediti samo s kristalom? Bistvo kristala pa je, da spodbuja cirkulacijo. Pa to verjetno govoriva o malo večjih kristalih, ne o... To so drobljeni kristali, ki so vgrajeni v spodnjo odejo. Okej, a veš, ker recimo marsikdo bo verjetno tudi tako, kot sem jaz pomislil, ne, se pravi te kristale, ki jih pač lahko kupiš. No, jaz ga imam na verižici, ne.
Ok, se pravi drobljeni kristali, verjetno kaj, kamena strela je? Nekje 12 vrst jih je, ne. Vsak kristal ima svojo frekvenco za določeno področje, ne, telesa. Okay. Super. Andreja, mi naredimo še en kratek premor, potem bomo v zadnjem delu skušala mogoče kakšno bolj konkretno zadevo kot konkreten nasvet dati, kako v bistvu lahko ljudje sami sebi pomagajo, a ne? In ko bojo ugotovili, da so vsaj malo naredili nek napredek, a ne? Pa jaz mislim, da je potem pravi trenutek, da pokličejo tudi tebe in da se res pravilno zaščitijo. Tako da, evo, kmalu se vrnemo in gremo v konkretne in pa najbolj uporabne nasvete za dobro spanje in dobro počutje. Jaz že nestrpno pričakujem, Andreja, videl sem, da si pripravila si tudi, mislim, da imaš to mrežo, a ne, in pa eno knjigo. Lahko kar to pokaževa, se pravi, da bojo tudi gledalci videli, pa malo tudi povej, no, da si lažje predstavljajo to, kar si prej razlagala. To je v bistvu ena soba, ne, tu so, jaz označim z rumeno, to je Hartmannova mreža, ki gre iz severa na jug, iz vzhoda na zahod. Te linije si sledijo vsake 2 metra, s tem, da te so malo ožje, 20 centimetrov. Predvsem se osredotočam na te rdeče, to pa je po dr. Karjeva mreža, kjer so pa trakovi nekje široki tudi do 80 centimetrov, grejo pa 45 stopinj na tole mrežo. Tako da, če tole pogledamo, pa bi dali za konjsko posteljo, je skoraj neizvedljivo, da bi oba spala na čistem, ne, to je največji problem. Tako da. Ne, se pravi, da si lažje predstavlja, ok. Tako. Imaš pa še zdaj eno drugo knjigo, ki pa verjetno je tudi zanimiva, da si marsikdo kaj prebere, pa. Največ sem pa delala po tejle knjigi, to je, ta knjiga je bila napisana leta 1975, kar pomeni, da niti toliko ni bilo tega elektrosmoga še, koliko ga je danes, ne. Ona je napisala, ona je premerila dosti del Nemčije, Avstrije in začela potem sodelovati tudi z zdravniki. Kaj pomeni bajanica? Bajanica, ona je merila s posebnim napravi. Ja, ampak naslov je takšen, ne. Ona je napisala tudi več knjig, nekaj je še ni prevoda v slovenščino, od Dobra mesta do vsega. Kaj me je pri tej knjigi navdušilo, ker so vse slike noter, kjer so potem zdravniki zraven tudi ugotavljali, zakaj je prišlo oziroma zakaj človek ne ozdravi, ne. Nekoga lahko zdravijo, gre spat domov, spi na istem prostoru in tu v tej knjigi je čisto vse dobro razloženo, s tem, da so tudi vsi zdravniki osebno, mislim imensko napisani, vse te glavne inštitucije, ki so sodelovale v Nemčiji, tako da ta knjiga je tak prevod v vse jezike, pa ne vem, koliko podnatisov je že imelo, ne. Andreja, daj mi eno skrivnost nam zaupaj. Se pravi, kakšen je odziv ponavadi, ker imamo recimo tip ljudi, a veš, ki verjamejo vsem, kar bojo slišali, a ne. In predvsem potem, ko pridemo do te alternativne medicine, jaz tudi sam spremljam že več kot 15 let določena področja in sprejemam in vidim, se pravi, kako to vpliva name in na vse stvari. Ampak kakšne so izkušnje ponavadi tvoje iz terena, se pravi, ko verjamem in ene in druge, ampak. Zdaj nekateremu lahko poveš 10 primerov, pa bo odreagiral, se bo zaščitil, nekomu pa tudi 100 primerov ni dovolj. Ljudje radi rečejo, star sem, nekaj me boli, se nekaj me more boleti, ampak zakaj bi te moglo boleti, ne? To so pač izgovori take, da. Ja, ampak vseeno, verjetno pa se bo strinjala z mano, da bolj, ko so ljudje, se pravi, izobraženi iz tega področja, a ne, zato so tudi recimo pokazali knjigo, naj si pač ljudje sami preberejo, naj skušajo malo ugotoviti. Tako, knjiga je v vsaki knjižnici, so prevodi, tako da vsak si lahko prebere, nič se ne skriva, ne. Koliko let jo že uporabljaš pri svojem delu?
ker se Od vidi vsega začetka. od vsega začetka. Od vsega začetka. Je pa del moje morale, da vedno točno zmerim. Nikoli ne rišem nekaj, kar ni. Ne? Se pravi, prideš, zmeriš, Tako. narišeš za stranko in potem v bistvu tam naprej se pogovarjate o... Odločitev pa je vsakega posameznika. Ne? Vsekakor. Je pa tudi odvisno od človekovega imunskega sistema. Ne? Nekdo lahko spi leta in leta na takem, pa se bomo čez 20 let poznalo, ne? Nekomu čez 10. Težko je reči, pa tudi težko na katerem področju, ne? V telesu, mislim. Kaj pa recimo so kakšne tvoje praktične izkušnje? Recimo nekdo naj je zdaj poslušal, si gre sposoditi to knjigo, zagotovo imaš tudi take stranke, za katere imaš včasih občutek, da mogoče celo več vejo kot ti. Kljub temu, da imaš 31 let izkušenj. Kakšna vprašanja ti recimo postavljajo drugačna tisti ljudje, ki so neke stvari že sami si recimo prebrali, pa vseeno se že malo zavedajo, ok, se pravi, tretjino življenja praktično nekje prespimo, iz stališča, da se telo regenerira, da se organi regenerirajo po noči, a ne? In pa da bi res bilo mogoče fajn kaj tukaj tudi narediti. Ljudje čisto različno reagirajo, ne? Tudi vprašanja so različna. Dostikrat rečejo, bomo malo prestavili, ne? Ni to rešitev prestaviti, ne? Če so sevanja. No, ampak vseeno imaš pa tudi verjetno kdaj kakšne stranke, ki se ti vrnejo, ne? Sigurno, ja. Ne mislim vrnejo, ampak recimo, ne vem, 3 mesece nazaj si nekaj pri njih merila in potem se je mogoče se jim še kaj, se pravi, zgodilo ali pa so malo začeli razmišljati, pa potem pokličejo, takih je verjetno ogromno. Ja, tudi se zgodi, ja. Potem začnejo razmišljati, ne? Potem so bolj pozorni, kdaj se zbujajo po noči, ali pa recimo, če čez spodnji del so ti pasovi, so noge večno utrujene, ne? Človek ima občutek, da ima težke noge, ne? To je značilno. Okay. So kakšni tako, poleg, večkrat slišimo, ne vem, nekdo je zbolel za rakom, pa se ne ve, pa se verjetno ugotovi kakšna sevanja, pa tako naprej. Kaj pa ostali takšni recimo simptomi, a veš, da recimo nekdo, ki naj zdaj posluša, pa vseeno, malo mu v bistvu vseeno aktivirava ta spomin, pa izkušnje, se pravi iz načina, mogoče pa bi vseeno bilo smiselno preveriti. Ker to v končni fazi je prvi korak. Zdaj, če bojo ljudje te knjige brali, ne, bojo videli, da ne glede, ki imajo, lahko ta sevanja marsikaj povzročajo. Nekdo ima mogoče na srcu bolj občutljivo, ne. Nekdo ima šibki organ, ne vem, trebušna slinavka, nekdo ima kaj druga. Tako da nikoli ne moramo vedeti, kateri organ bo tisti prvi, ki bo pokazal te posledice sevanja. Tako da v vsakem primeru je boljše spati na čistem mestu pa regenerirati, ker življenjska doba je dolga, ne, pa noben si ne želi zboleti, ne. Ja, želi si, to sigurno, ampak, mislim, ne želi, ne. Ampak, kaj pa recimo pričevanja ljudi, ki so v bistvu naredili neko spremembo? Veš, včasih recimo tako, se veš, verjamemo ponavadi lahko tistemu, kar doživimo, občutimo. Veliko ljudi čuti tudi recimo, ker magneti, ki so noter, vplivajo tudi nasploh na telo, ne. Marsikdo mi potem pove, da ga manj hrbet boli, hrbtenica, tako da so tudi ti učinki, ne. Čutijo ljudje razliko, ne. Ok, Andreja, midva se počasi približujeva koncu najinega današnjega druženja in ponavadi vprašam, kaj je recimo kakšen konkreten nasvet, navodila, ki bi jih dala poleg, naj si kaj preberejo o tem, pa naj si, tako da želim iz tvojih ust slišati, no, neke usmeritve. Rešitev je zaščita. Ok, ampak seveda, na kaj naj bojo recimo 2-3 stvari, na kaj naj bojo ljudje najprej pozorni, zato da bojo sploh prišli do tega,
zdaj pa res zadnji čas, da nekaj naredim. Kaj bi svetovala? Prej si omenila, se pravi, mogoče, veš, tako, ker recimo primer pri različnem krvnem tlaku, a ne, da si začneš meriti, ne. Ti si omenila, kaj, da si v bistvu začneš zapisovati, kdaj se zbujaš. Ja, to je prvi malo znak. razloži, no. Če v zgornjem delu so ta sevanja, je prvi znak slabo spanje, ne. Sploh med drugo pa četrto, takrat so najbolj močna ta sevanja. Včasih nekdo bolj na nogah čuti, ne, težke noge, utrujene, utečene, tako da jaz vedno, ko sem pri stranki, vprašam, da vidim, od kod izvira, ne. Nekdo je lahko v stresu zaradi službe, pa mogoče slabo spi, ne. Obvezno pa grem posteljo preveriti, če je potem še tu, potem se nadaljuje ta vzrok slabega spanja, ne. Ker te mreže lahko pripeljajo tudi do depresije, ne. Veliko ljudi se je zdravilo zaradi teh sevanj. Okej. Andreja, čisto mogoče ena zaključna misel najinega današnjega pogovora, preden zaključiva. Kaj bi svetovala? Čim več dajte za zdravje, da zdravo živite, seveda tu je zraven tudi sprehodi, gibanje, ne, ni zdaj samo postelja, nasploh moramo imeti neki krog, ki je enakomerno porazdeljen, od zdrave prehrane do vsega, kar sledi, ne. Andreja, hvala. Meni je bilo prijetno klepetati s tabo, tako da, dragi gledalci, drage gledalke, zaključujemo to oddajo. Jaz pa vas hkrati vabim, da se nam pridružite v naslednjem tednu v novi oddaji Moja kariera z novim gostom ali gostjo. Nasvidenje.